Dober dan. V predavanju bom predstavil zgodovino Univerze v Novi Gorici, torej zgodovino visokošolskega zavoda, ki je jeseni 2020 praznoval 25. obletnico svojega obstoja. 25 let je sorazmerno kratka doba za institucijo, vendar pa lahko ugotovimo, da je to tudi obdobje večjih sprememb v slovenskem akademskem prostoru in univerza je tu odigrala izjemno pomembno vlogo, tako pri uvajanju novih oblik organiziranosti, kakor tudi pri spodbujanju mednarodnega sodelovanja, torej internacionalizaciji slovenskega akademskega prostora. Predhodnica Univerze v Novi Gorici je Fakulteta za znanosti v okolju, ki je ustanovljena septembra 1995, ko sta ustanovno pogodbo podpisala Inštitut Jožef Stefan in Mestna občina Nova Gorica. Zaradi razširitve pedagoškega in raziskovalnega programa se je fakulteta preoblikovala v Politehniko Nova Gorica, sedanji status pa je visokošolski zavod pridobil aprila 2006, ko je vlada soglašala s preoblikovanjem v univerzo, s čimer je Univerza v Novi Gorici postala prva nedržavna univerza v Sloveniji. To pomeni, da njena ustanoviteljica ni država, temveč raziskovalni inštitut in lokalna skupnost. Seveda se je univerza razvijala na prej omenjenih dveh ključnih področjih, to je področje raziskav z idejo postati raziskovalna univerza in na drugi strani seveda tudi na področju izobraževalnega dela. Sprva je na Fakulteti za znanosti v okolju potekal podiplomski študij, pozneje pa se dodajajo novi programi tudi na dodiplomski stopnji. Od 2005 poteka podiplomski doktorski študij na posebni Fakulteti za znanosti v okolju. Poleg te fakultete so še ostale fakultete, kot so Poslovno-tehniška fakulteta, Fakulteta za znanosti v okolju, Fakulteta za humanistiko, Fakulteta za naravoslovje, Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo ter Akademija umetnosti. Poleg tega imamo tudi razdelitev po posameznih področjih raziskovalnega dela. In kot omenjeno, je to tisto težišče, nekako poganjalec razvoja univerze v Novi Gorici. Omenjeno je bilo, da je visokošolski zavod pomembno sooblikoval tranzicijo slovenskega akademskega prostora, ki se prične na začetku 90. let, ko se slovenski akademski prostor odpira navzven, ko v bistvu tudi se v Slovenijo vračajo raziskovalci in ko torej tudi pride do statusnih sprememb, tako na področju raziskovalnih inštitutov, kot tudi v visokošolskem svetu. Pomembna prelomnica je decembra 1993 sprejeti zakon o visokem šolstvu, ki je dejansko omogočil nastanek novih, tudi nedržavnih visokošolskih zavodov. In to rešitev so izkoristili raziskovalci
zbrani okoli direktorja inštituta Jožef Štefan, dr. Danila Zavrtanika, ki so v sodelovanju s svojimi kolegi iz Amerike pripravili program nove fakultete. Za raziskovalno področje pa so si izbrali znanosti v okolju, torej področje, ki je takrat slabo raziskano in tudi zato primanjkuje tovrstnih strokovnjakov v Sloveniji, potrebe po njih pa so zelo velike. Torej, pripravljen je program, ki ga odobri Svet za visoko šolstvo in potem pri sami izvedbi pomembno vlogo odigrajo tuji predavatelji, ki so prišli predavati v Slovenijo, čeprav mnogo od njih sploh ni vedelo, kje Slovenija je. So se pa zanašali na svoje kolege, ki so jih povabili v Slovenijo in so seveda radi pomagali ustanavljati nov visokošolski zavod, še posebej na področju, ki je bilo zelo obetavno, potrebe po strokovnjakih pa zelo velike. In v bistvu to je tista odskočna deska, ko se v bistvu vzpostavijo visoki standardi, se začne graditi nova ekipa, pri čemer pa kot osnovo prevzamejo akademske navade z inštituta Jožef Štefan, od koder pride največ raziskovalcev v tem prvem obdobju. Seveda pa raziskovalce sprejemajo iz drugih inštitutov, tudi takšne raziskovalce, ki se vračajo v Slovenijo, vendar se kot pogoj postavi, da je vsak nov raziskovalec sposoben oblikovati novo svoje raziskovalno področje, torej si dejansko oblikovati svoje delovno mesto in tudi v bistvu zgraditi svojo ekipo raziskovalcev. Zato v bistvu je ta struktura oblikovanja novih raziskovalnih področij precej vezana na dejansko kandidate, ki so prihajali na visokošolski zavod. In eno izmed takšnih področij vsekakor epitaksija in nanostrukture, ki ga v bistvu vzpostavi dr. Gvido Bratina in dejansko v bistvu zgradi svojo ekipo in tudi potem ustrezne pogoje za raziskovalno delo. Pri tem seveda je cilj mednarodna raziskovalna uspešnost, pridobivanje sredstev na javnih razpisih, domačih in tujih, in seveda tudi pridobiti lokalno skupnost, da podpre to raziskovalno delo. Seveda, sprva je bilo zelo obetavno, Mestna občina Nova Gorica je močno podpirala univerzo v Novi Gorici, prav tako občina Ajdovščina. Pozneje pa so ambicije visokošolskega zavoda presegle zmožnosti lokalnega okolja, kajti oblikovanje raziskovalna področja so predvsem na področju naravoslovja, tam pa so pogoji za raziskovalno delo bolj zahtevni, potrebna so večja vlaganja in torej tega pa lokalna skupnost ni zmogla. Zato so se raziskovalci univerza predvsem zanašali na uspešnost na mednarodnih razpisih in v bistvu pri tem pa se seveda pojavi tudi težava pri financiranju
predvsem evropskih projektov, kjer v bistvu morajo partnerji zagotoviti sredstva za financiranje projekta, šele nato dobijo povrnjena sredstva. In ravno ta naslonitev na evropske projekte in uspešnost pri pridobivanju evropskih sredstev je bila precejšnja težava za univerzo, še posebej po letu 2010, ko se zmanjšuje delež in obseg državnih sredstev za raziskovalno delo na ravni države, še posebej pa so pri tem prizadete nedržavne institucije, ki imajo na voljo manj državnega denarja. In ravno ta težava je bila ena izmed večjih preizkušenj za visokošolski zavod, kljub temu pa je ostala ta zavezanost kakovostnemu raziskovalnemu delu, tako na področju naravoslovja, humanistike in seveda tudi področju umetnosti. Seveda ta poudarek mednarodnemu sodelovanju je v bistvu rdeča nit dejansko DNK visokošolskega zavoda in tudi predstavlja osnovno akademskega etosa sodelavcev Univerze v Novi Gorici. Prostori Univerze v Novi Gorici so bili sprva v igralnici Perla, pozneje pa so prostori v stavbi Primex v Rožni dolini, pozneje pa univerza pridobi še svoje prostore v Ajdovščini in Vipavi, ter seveda tudi na področju Otlice, kjer je recimo tukaj prikazani Center za astrofiziko. Sedež univerze je torej v Rožni dolini, pomembno mesto pa je dvorec Cantieri v Vipavi, kjer je danes vodstvo univerze. Zelo pomembno vlogo v zgodovini visokošolskega zavoda predstavlja pobuda za ustanovitev državne univerze na Primorskem. To je pobuda, ki je bila prisotna v slovenskem prostoru od začetka 90-ih let. Bila so precejšnja pričakovanja, da bo prišlo do te ustanovitve v kratkem. Predvsem zaradi tega, ker so na italijanski strani nastajali visokošolski zavodi, ki so v bistvu privabljali slovenske študente. Kot drug razlog pa se navaja pretirana centralizacija Slovenije. Torej so pobudniki pričakovali, da bo ustanovljena univerza okrepila, pospešila lokalni gospodarski razvoj. In tukaj se potem začneta vzpostavljati dva visokošolska središča. En je okoli Fakultete za znanosti v okolju, pozneje Politehnike Nova Gorica, na drugi strani pa visokošolski zavodi na Obali. In v bistvu država je vseskozi spodbujala sodelovanje med obema središčema s ciljem, da se oblikuje enotna državna univerza. In to je zelo politično
pomembno vprašanje, ki nekako svoj vrh doseže pred državnozborskimi volitvami jeseni 2000. In v bistvu so tudi različna stališča, različni pogledi. Politehnika se je zavzemala za ustanovitev državne univerze, vendar v taki obliki, da se v bistvu omogoči nadaljnji samostojen razvoj obstoječega zavoda in da se torej v bistvu oblikujeta dva kampusa, ki sta v bistvu povezana v enotni univerzi, vendar pa se v bistvu zagotovi visoka stopnja avtonomnosti za vsak kampus. Ta predlog ni bil sprejet in potem v bistvu je ustanovljena državna univerza na Primorskem. Politični pritisk nekoliko popusti na univerzo, na takrat še Politehniko Nova Gorica, ki v bistvu nadaljuje s svojim samostojnim razvojem in je v bistvu to epizodo ustanavljanja enotne državne univerze pusti za sabo. Še bolj trdno odločena, da zasleduje svoje cilje ob ustanovitvi, torej uspešno delovanje v Sloveniji in tujini. Seveda pa univerza sprejema pod svoje okrilje dodatna področja, kot so recimo področje humanistike. Prvotno je namreč visokošolski zavod orientiran na področje naravoslovja, pozneje pa se torej širi na področje humanistike in umetnosti. Pri tem pa se v bistvu tudi zaveda svoje vloge na zahodnem robu Slovenije in v bistvu to svojo lokacijo razume povezovalno, torej kot zavod, ki spodbuja nastanek novega znanja, ki v bistvu krepi slovensko prisotnost, slovensko identiteto, slovensko znanje in tako kot samozavesten partner sodeluje z drugimi zavodi na drugi strani meje in pri tem je prišlo do zelo zanimive akcije, ko v bistvu univerza ustanovi fakulteto za humanistiko in v bistvu gostuje na italijanski strani v Gorici na Via Croce in to je v bistvu zelo pomembna simbolna gesta. To je namreč obdobje vstopanja Slovenije v Evropsko unijo, ko se govori o povezovanju, o padcu mej, o začetku novega obdobja in univerza tukaj odigra zelo pomembno vlogo in v bistvu tudi dolgo časa ohranja svojo prisotnost v Gorici. Na ta način spodbuja medkulturni dialog. Poleg sodelovanja v tem goriškem bazenu moramo omeniti tudi sodelovanje z univerzo v Benetkah, kjer poteka študijski program kulturne dediščine in v okviru tega programa predavajo domači in tuji strokovnjaki, večina študentov pa je tujcev. Podobno velja seveda tudi za univerzo v celoti, ki ima za slovenski prostor nadpovprečno število
tujih študentov in podobno tudi za same profesorje, kjer je delež profesorjev, ki nimajo slovensko državljanstvo, približno 1/3. Ko govorimo o univerzi, seveda moramo omeniti tudi fakulteto za vinogradništvo in vinarstvo, edino takšno fakulteto v slovenskem prostoru. Ta fakulteta je v bistvu nastala po letu 2005 in v okviru fakultete se ustanovi tudi lasten vinograd, na katerem predelujejo univerzitetna vina, univerzitetno pinelo, univerzitetno rdeče, univerzitetni zelen in rektorjev izbor. In to je v bistvu tudi, ta vina so zaščitni znak univerze v Novi Gorici. Zaradi svojih uspehov je univerza pridobila številna priznanja. Posebej bi izpostavil priznanje, odlikovanje predsednika republike, ki je univerzo odlikoval z redom za zasluge, za izjemno uspešen razvoj in dosežke, s katerimi je univerza oplemenitila slovenski visokošolski prostor. To odlikovanje je univerza prejela ob 20. obletnici svojega obstoja, torej leta 2015. Poleg prej omenjenega priznanja pa se univerza tudi zelo dobro odreže v mednarodnih primerjavah, tako v zelo različnih ocenjevanjih, in kot je razvidno na prikazanem grafikonu, ima univerza zelo dobre rezultate, torej na področju raziskovalnega dela in tudi mednarodnega sodelovanja. Na drugi strani pa zaradi nekoliko manjšega števila študentov dosega malo manj odlične rezultate na področju učenja in poučevanja. Torej, še nekaj prostora za nadaljnji razvoj. Univerza seveda tudi podeljuje priznanja odličnim posameznikom, ki so zasnovali znanost, umetnost in nasploh javno življenje. Med temi dobitniki visokih priznanj so Nobelovci, predsednik Evropske komisije in seveda tudi zelo pomembni slovenski intelektualci in umetniki. Torej, univerza s tem v bistvu oblikuje svoj pogled na javnost in s tem v bistvu spodbuja meritokracijo, odličnost in tudi posredno nagrajuje tiste posameznike, ki so pripravljeni podpreti dobre projekte in v bistvu bogatijo skupnost. Poleg zavoda so nagrajeni številni raziskovalci Univerze v Novi Gorici, tako v slovenskem prostoru, seveda tudi v mednarodnem prostoru. In to je v bistvu samo potrditev uspešnega dela celotne univerze. Ravno s tem namenom, da se spodbudi kvalitetno delo, univerza podeljuje priznanja svojim najboljšim študentom, ki prejmejo priznanja Alumnus Primus in Alumnus Optimus.
in se v bistvu s tem, in to je pomembna referenca za njih, tudi spodbuda za ostale, za kvaliteten študij, ki se konča v roku. Na grafikonu so prikazani podatki o številu diplomantov. Kot vidite, je skupno število diplomantov do 30. septembra 2020 1605, med temi je 241 doktoric znanosti, po fakultetah pa številčno je na prvem mestu Osnovno-tehniška fakulteta, precej diplomantov pa ima Fakulteta za znanosti v okolju in Fakulteta za humanistiko. Študenti na Univerzi v Novi Gorici se izvajajo študentski projekti, ki v bistvu predstavljajo priložnost za študente, da poleg študija pridobijo dodatne veščine in kompetence, pridobijo tudi prve delovne izkušnje in v bistvu na ta način pridobijo širši nabor kompetenc, ki jim v bistvu omogočajo boljše možnosti za nadaljevanje življenja, za oblikovanje kariere ali pa celo za oblikovanje lastne podjetniške ideje. Več informacij o zgodovini Univerze v Novi Gorici lahko preberete v knjigi Univerza v Novi Gorici in Slovenska akademska skupnost ali pa poslušate intervju z rektorjem profesorjem Danilom Zavrtanikom in z mano na priloženih povezavah. Želim vam vse dobro in srečno!